nekje tudi pri taki izvedbi dejansko tudi strani medijev objektivno prikažejo zadeve in da so tudi v pomoč, kako morajo tudi posamezniki ravnati, posebej tisti, ki jim ne bomo odmerili po uradni dolžnosti. Moram pa poudariti, da je vse doslej in tudi naprej je zavod ravnal v skladu z veljavno zakonodajo in tudi takrat z odločbo Ustavnega sodišča iz leta 2002. Prve novice so nas presenetile, ker se je takoj hotel najti krivca, kdo je prikrajšal upokojencev, da niso imeli take pokojnine in se takoj zavod je izplačal prenizke pokojnine. Do sedaj so bile izplačane v skladu z veljavno zakonodajo. Ustavno sodišče pa je sedaj, kot je bilo rečeno, izdana odločba 30.4. določilo, kar bi po svoje lahko tudi bilo odločeno za ustavno odločbo v letu 2002, da poseže tudi v pravnomočno priznane pravice. Pravi, leta 2002, ko je ustavno sodišče odločilo, zavod ni mogel na podlagi te odločbe poseči, se pravi, in priznati tudi delnice za notranji odkup upokojencem, ki so imeli že pravnomočno odločene, se pravi, da je bilo že pravnomočno odločeno o pokojnini. Da ne boste mislili, da je bil zavod pasiven, takrat je bila v juliju 2002 odločba in zavod je 30.7. že pisal Ustavnemu sodišču 2002 v zvezi z izvajanjem in opozoril na to problematiko, da prihaja do situacije, da je prišlo do situacije, ko bojo nekateri lahko, nekateri pa, se pravi, tisti, ki so pravnomočni, pa ne bojo mogli pridobiti te pravice, ker ni bilo pravne podlage. No in sedaj, vemo, da v teh letih se je marsikaj dogajalo in tudi določeni očitki, pritiski, zakaj zavod v bistvu nekako, kot da je zavod tisti, ki je prikrajšal, ampak sedaj pa je prišla ta odločitev Ustavnega sodišča, da je podlaga tudi za vse tiste, ki so imeli že pravnomočno odločeno o pravici, da jim bomo sedaj za tiste, kjer je opravljena bila revizija v podjetjih, lahko moramo po uradni dolžnosti v 60 dneh to opraviti, izdati nove odločbe z upoštevanjem teh delnic za notranji odkup. Tukaj je zelo pomembno poudariti delnice za notranji odkup. Rok je določen 60 dni, najbrž je Ustavno sodišče menilo, da bomo, rečemo z lahkoto, to vse izvršili v 60 dneh, ampak mi se bomo potrudili na zavodu, da bomo večino teh odločb v roku 60 dni izdali. Bo potem tudi povedano, koliko je predvideno to. Ni nekega avtomatizma, ampak vse odločbe, se pravi, vse doseje treba dvigniti in se pravi, referent bo o posamezniku dejansko odločal. Tako da je tukaj dejansko postavljen prekratek rok, upam pa in aktivnosti smo takoj smo pristopili k aktivnostim, da bomo čim prej realizirali večino teh zadev. To je ena zadeva, se pravi za tiste po uradni dolžnosti zavarovance oziroma upokojence, to so uživalci starostne pokojnine, invalidske pokojnine, vdovske pokojnine, družinske pokojnine in tudi zadev vdovske, ker je tukaj v odločbi točna, se pravi nedvoumno, da uživalcem oziroma da gre za pokojnine, se pravi za ponovno odmero pokojnin, da se upošteva delnice za notranji odkup, plačane z delom plače. To je zelo pomembno. Se pravi, bo tudi v nadaljevanju povedano, koliko je teh podjetjih in koliko gre za teh zavarovancev. Pravica gre od naslednjega prvega naslednjega meseca od izdane odločbe.
razen v primerih, ko so določeni postopki, se pravi vloge bile že prej za ponovno odmero pokojnine, pa bo lahko šla tudi za nazaj, ampak največ od leta 2002, ko je bila pravna podlaga z odločbo Ustavnega sodišča, ki je v bistvu dalo možnost priznanja se pravi teh delnic za notranji odkup, ker vemo, da dikcije v zakonu iz 92. leta in potem tudi popravljeni 96. so bile dejansko nedvoumne, da se te delnice za notranji odkup ne upoštevajo. Potem je tudi točka, kjer, se pravi za tiste, kjer ni zavod opravil revizije, lahko posamezniki vložijo zahtevo za revizijo v roku 60 dni in na podlagi tega po opravljeni reviziji se jim tudi odmeri ponovna odmera pokojnine, ukolikor seveda je ugotovljeno, da je šlo za delnice za notranji odkup in tukaj učinkuje od vloge, se pravi naslednji mesec po vlogi, se pravi za naprej se prizna pravice. Tudi če, se pravi, tukaj bojo postopki trajali za revizije in ne bo, se pravi, nekateri prej, nekateri hitreje odločeno. Problem, kar bo tudi rečeno, mogoče posebej tistih, kjer podjetja sploh ne obstajajo več. Vpliv na višino pokojnine bo pa zelo različen. Pri nekaterih bo kar nekaj odstotkov, 10 in več odstotkov, pri nekaterih bo malo, pri nekaterih pa ne bo vpliva. Pri tistih, kjer bo še vedno ostala kljub upoštevanju delnic za notranji odkup, bo še vedno ugodnejša varianta, ki je izven tega obdobja, ko je šlo, se pravi, za ta notranji odkup. Vsekakor ne bo vpliv na pokojnino, ki je že odmerjena od najvišje pokojninske osnove. In od najnižje pokojninske osnove, če bo tudi z upoštevanjem delnic za notranji odkup, še vedno odmera od najnižje pokojninske osnove. Ustavno sodišče je na ta način zagotovilo enakopravnost med upokojenci in tudi tistimi, ki bodo kasneje uveljavljali pravico, ki so bili udeleženi v notranjem odkupu. Se pravi, da so bili v notranjem. Tukaj bo odpravljena, se pravi, ta enakopravnost, ki je bila v bistvu, bomo rekli, potem, ko je Ustavno sodišče 2002 določilo v bistvu in ni bilo podlage za odločanje in ponovno odmero za pravnomočne. Ali je to, posebej zato zdaj poudarjam, ker velikokrat se govori, kako so bili te upokojenci prikrajšani. In vsak si zdaj predstavlja, pa veliko si jih predstavlja, zato da je tisti del plače, ki je bil za notranji odkup, imel zato v tistem letu nižjo pokojninsko osnovo. Dejansko v večini primerih ni tako. Ampak so zaradi teh delnic za notranji odkup, so ti ljudje, posebej nekateri, ki so zelo različni v podjetjih, za več let ali pa bistvena odstopanja, v zelo ugodnem oziroma celo neenakopravnem položaju in odstopama od tistega, da je pokojnina odraz plačanih prispevkov. Res, da so bili tukaj plačani prispevki, ampak situacija je, ko boste primerjavo, se pravi, ali pa ko boste krivce iskali, pa tukaj jih ni treba iskati, ampak da se ravna v skladu zakonom. Nekdo, imeli smo primere, ko je oseba vložila zahtevo za pokojnino in tudi za varstveni dodatek, ko je še bil. Na koncu je pa bila pokojnina odmerjena skoraj od najvišje pokojninske osnove. Dogaja se v enih podjetjih, da je v tistem letu, če gledamo, da so bile primerljive plače v tistih 10 let, ko se upošteva za izračun pokojninske osnove, ker je večina za to obdobje, rečemo 100 enot. V tistem letu zaradi notranjega odkupa delnic je bilo celo 200 enot ali več, kar je pomenilo, da tisto zaradi tega je avtomatična pokojnina višja bila celo za 10% ali več
bo nekje celo do 30-40%. Se pravi, zaradi enega leta ali dveh se je pokojnina nesorazmerno dvignila. In tukaj je tudi najbrž tudi podlaga, zakaj je zakonodajalec v letu 92 in 96 to opredelil, da se ne upoštevajo. Tako da te, ki so imeli to možnost v teh podjetjih, marsikdo te možnosti ni imel, ker je šlo podjetje v stečaj, pa je sploh plač ni dobil. V javnem sektorju te možnosti tudi ni bilo. So v bistvu imajo sedaj višje pokojnine in tiste delnice, ali jih imajo še, so dobili dividende in še dalje. Tako da tukaj je pa tista enakopravnost pa spet po drugi strani vprašljiva. Ampak, jasno, to je samo pojasnilo, ker se govori, koliko je zavod prikrajšal. Zavod je ravnal v skladu z veljavno zakonodajo in tukaj nedvoumno tudi bo upošteval odločbo Ustavnega sodišča. In se nam tudi zdi prav, da je končno prišlo do take odločitve, da ni vedno očitek, da nekje zavod ne najde pravnega sredstva, ki ga ni bilo in je tudi leta 2002 tako je to opozoril. Tako da je zdaj pomembno, se pravi, strani zavoda, ki smo takoj že pristopili k aktivnostim za realizacijo, moramo reči, da ni kar enoznačna odločba Ustavnega sodišča, da smo mogli kar določene stvari se pravi se poglobiti in določene stvari tudi zapreti, kako bomo lahko izvajali, da bomo pravočasno realizirali odločbo Ustavnega sodišča in da v sodelovanju z mediji, kar je zelo pomembno, da prikažemo, kaj morajo te zavarovanci oziroma upokojenci narediti, da se jim, oziroma nekateri nič narediti, ker tudi to je pomembno, da ne bojo vlagali zahteve za tiste, ki so po uradni dolžnosti, da ne bomo imeli dvojnih zahtev in da čim prej te stvari realiziramo. Posebej je pomembno, se pravi, da se opozori in opozarja tiste, kjer ni bila revizija opravljena in kjer ne bo šlo po uradni dolžnosti, da je Ustavno sodišče določilo rok, da v 60 dneh vložijo zahtevo za revizijo in za ponovno odmero pokojnin. Učinki, kakšni bodo učinki, je težko napovedati. Zdaj bi lahko kalkulirali pa rekli toliko in toliko zadev, krat toliko povprečna pokojnina, ampak učinki bojo znani v 2 mesecih, tisti glavni. Moram pa poudariti, da tukaj bo na letni ravni šlo kar za nekaj milijonov evrov. Kakorkoli obračamo, to se pravi, bo kar za nekaj milijonov evrov šlo za, nekateri bojo dobili tudi te pravice priznane, kot sem omenil, za nazaj, tudi največ od leta 2002.